To je USS Gerald R. Ford in je 13 milijard dolarjev vredno plavajoče mesto, ki se nahaja v Karibih kot del operacije Southern Spear, največje ameriške vojaške okrepitve na zahodni polobli v zadnjih 30 letih. Ko slišimo besedo letalonosilka, si pogosto predstavljamo le ogromno ladjo. Vendar pa, kar morda ne veste, to ni le navadna ladja, saj je USS Gerald R. Ford še veliko več kot to. To je plavajoča letalska baza, vojaško poveljstvo in majhno mesto, združeni v eni sami ladji. In eden izmed najbolj osupljivih delov te ladje je letalska paluba. To je kraj, kjer pristajajo, vzletajo in se pripravljajo lovska letala za svoje misije. Po podatkih ameriške mornarice ima letalska paluba USS Gerald R. Ford površino skoraj 4,5 akra. Da si lažje predstavljate njeno velikost, na njej bi lahko postavili 3 nogometna igrišča, eno ob drugem, pa bi še vedno ostalo nekaj prostora. V dolžino meri več kot 1092 čevljev, njen najširši del pa je približno 256 čevljev. Zaradi tega je to ena največjih ravnih površin, ki jih najdemo na katerenkoli premikajočem se vozilu na svetu. Toda ni samo velikost, ni razlog, zakaj je ta krov poseben. Če opazite, njegova vzletno-pristajalna steza ni ravna. Del tega je nagnjen za približno 9 stopinj od sredine ladje. Zato obstaja pomemben razlog. Medtem ko en lovski letalnik pristaja, se lahko drugo letalo hkrati pripravlja na vzlet z druge strani krova. Zato je mogoče, da se pristajanje in vzlet letal zgodita hkrati. To je zelo pomembno v času vojne, saj je mogoče v krajšem času poslati več letal v zrak. Toda čeprav je letalska paluba zelo velika, je to tudi eno najbolj nevarnih mest. Predstavljaj si, da je tukaj veliko lovskih letal, vrtečih se strojev, tovornih vozil, cevovodov za gorivo in stotine članov posadke, ki se hkrati premikajo. Že majhna napaka lahko povzroči hudo nesrečo, zato ima ameriška mornarica zelo strog sistem. Vsak član posadke ima določeno barvo uniforme, odvisno od svojega dela. Tisti v vijoličnih uniformah običajno ravnajo z gorivom. Tisti v rdečih uniformah so odgovorni za bombe in rakete. Tisti v rumenih uniformah pa usmerjajo gibanje letal na krovu. Zeleni so zadolženi za katapulte in izstrelitvene sisteme, beli pa skrbijo za varnost in medicinsko oskrbo. Rđavi pa so za mehanike in posadko, ki so odgovorni za stanje vsakega letala. To ni samo zato, da jih lažje prepoznamo, ampak je tudi pomemben varnostni sistem. Že na prvi pogled vsi vedo, na koga se morajo obrniti v določeni situaciji. Poleg tega je na letalski palubi tudi zelo glasno. Ko lovska letala delujejo s polno močjo, lahko hrup preseže 140 decibelov. To je višje od ravni, ki lahko takoj povzroči poškodbe človeškega sluha. Zato vsak član posadke uporablja dvojno zaščito za ušesa. In ker je skoraj nemogoče komunicirati sredi tako glasnega hrupa, pogosto uporabljajo posebne ročne signale za medsebojno sporazumevanje. Na prvi pogled se zdi, da je na letalski palubi vse kaotično. Toda za tem kaosom obstaja zelo strog sistem koordinacije, discipline in usposabljanja. Vsako gibanje ima svoj pravi čas. Vsak človek ima natančno določeno nalogo in vsaka sekunda je pomembna. Kajti na kraju, polnem lovskih letal, goriva in težke opreme, dobro usklajeno ekipno delo ni le ključ do uspeha misije. To je tudi razlog, zakaj lahko stotine delavcev vsak dan varno opravljajo svoje delo na enem najbolj prometnih in najnevarnejših krajev na svetu. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Kljub temu je ameriška mornarica več desetletij uporabljala en sam sistem za vzlet svojih lovskih letal na letalonosilkah. To je parna katapulta. Njeno načelo je preprosto. Ladja uporablja izjemno močan parni pritisk, da potisne letalo naprej z izjemno hitrostjo. V samo približno 2 sekundah lahko ta sistem pospeši lovsko letalo iz skoraj ničle na več kot 150 milj na uro. Ta sistem je odličen in se je skozi leta izkazal za zanesljivega. Toda z razvojem sodobnejših letal se začenjajo pojavljati tudi njegove omejitve. Naprimer, celoten sistem je zelo težak, ima tudi veliko delov, ki jih je treba redno vzdrževati, poleg tega pa ga ni enostavno prilagoditi različnim vrstam letal. Zato so ZDA naredile nekaj posebnega in uvedle veliko spremembo na USS Gerald R. Ford. Namesto pare zdaj uporablja elektromagnetno tehnologijo.
To se imenuje IMALS ali elektromagnetni sistem za izstrelitev letal. Preprosto povedano, uporablja močne magnetne sile za pomoč pri vzletu letal. To je podobno principu, ki se uporablja pri nekaterih hitrih maglev-vlakih, ki prav tako uporabljajo elektromagnetizem. Vendar je sistem, ki se uporablja na letalonosilkah, veliko močnejši in bolj zapleten. Tukaj, ko je lovsko letalo pripravljeno za vzlet, sistem sprosti natančno količino energije, ki je potrebna za tisto določeno letalo. Če je letalo majhno in lahko, bo porabljene manj energije. Če pa je težko in polno goriva ter orožja, bo sistem sprostil večjo silo. Zaradi tega je vsaka izstrelitev bolj nadzorovana. Pospeševanje letala je tudi bolj gladko v primerjavi z nenadnim sunkom stare parne katapulte. Rezultat je manjša obremenitev letala, manjša je možnost poškodb njegovih delov in daljša je operativna življenjska doba letal. Še ena največjih prednosti tega je, da je manj gibljivih delov. Manj delov se lahko pokvari. Potrebnega je tudi manj vzdrževanja. In celoten sistem se lahko hitreje vrne v obratovanje. Po navedbah ameriške mornarice je to ena izmed naprednih tehnologij na letalonosilki Gerald R. Ford v primerjavi z njihovimi prejšnjimi letalonosilkami. To ni zgolj preprosta nadgradnja. To je velik korak naprej proti naslednji generaciji mornariškega letalstva. Če so stare letalonosilke simbol tehnologije 20. stoletja, je IMALS eden od simbolov letalonosilk 21. stoletja. Kljub temu, ko je bila predstavljena USS Gerald R. Ford, so se mnogi spraševali, koliko to stane. Po uradnih poročilih ameriške vlade so stroški za načrtovanje, razvoj, testiranje in gradnjo ladje dosegli približno 30,3 milijarde dolarjev. Za to vsoto velja ta ladja za eno najdražjih vojaških ladij v zgodovini. Seveda je bilo veliko ljudi presenečenih nad tako visoko ceno. Za večino ljudi je težko razumeti, kako lahko ladja doseže tako visoko ceno. V resnici pa niso plačali le za jeklo in stroje. V stroške je bilo vključeno tudi razvijanje novih tehnologij, ki so jih prvič uporabili na ladji Gerald R. Ford. Sem spadajo sistem za izstreljevanje letal, novi radarji, napredna dvigala za orožje, novi jedrski reaktorji in še veliko več. Preden so te sisteme lahko namestili na ladjo, so jih morali najprej zasnovati, preizkusiti, popraviti in večkrat znova testirati. Zaradi tega so se skupni stroški projekta povečali. Prišlo je tudi do zamud, medtem ko so popravljali nekatere nove tehnologije, ki sprva niso delovale, kot je bilo pričakovano. Zaradi tega je program prejel kritike strani nekaterih vladnih nadzornih skupin in obrambnih analitikov. Vendar pa imajo tudi podporniki projekta svoje argumente. Po njihovem mnenju letalonosilke Gerald R. Ford ne bi smeli obravnavati kot navadno ladjo. To je vojaška platforma, za katero pričakujejo, da bo služila skoraj 50 let. Odkar je bila dana v uporabo leta 2017, naj bi ostala v službi vse do sredine 60. let tega stoletja. V tem času bo lahko potovala po različnih oceanih sveta, sodelovala v vojaških operacijah in služila kot središče celotne udarne skupine letalonosilk. Ko je v operaciji udarne skupine letalonosilk, ni vključena samo letalonosilka. Običajno so z njo tudi raketni rušilci, podmornice in druga podporna plovila. Preprosto povedano, Gerald R. Ford je srce ogromne vojaške sile na morju. Za ameriško mornarico je sposobnost, da lahko pripeljejo plavajočo letalsko bazo kamorkoli na svetu, eden najpomembnejših razlogov, zakaj so pripravljeni porabiti ogromno denarja za to ladjo. Še en razlog, zakaj je USS Gerald R. Ford tako zelo poseben, ni le njegova velikost, ampak tudi moč energije, ki jo prinaša. Pod to ogromno ladjo sta skrita dva jedrska reaktorja, ki služita kot glavni vir elektrike in moči za celotnega letalonosilca. Po navedbah ameriške mornarice so ti reaktorji posebej izdelani za letalonosilce razreda Ford in so močnejši v primerjavi s tistimi, ki so jih uporabljali na prejšnjih ameriških letalonosilcih. Zaradi tega sistema lahko ladja potisne več kot 100.000 ton teže s hitrostjo več kot 30 voznov, medtem ko hkrati poganja na tisoče naprav v svoji notranjosti. A vendar ni najbolj impresivna hitrost, temveč 1000 naprav v njeni notranjosti. Jedrsko gorivo teh reaktorjev je zasnovano tako, da zdrži približno 25 let, preden ga je treba zamenjati. Z drugimi besedami, to ni navadna ladja, ki redno potrebuje gorivo iz tankerjev. Lahko deluje več let, ne da bi morali skrbeti za zalogo goriva za svoj motor.
Pravzaprav je pogosto večja težava skrbeti za posadko. Hrana za posadko je večja skrb kot energija za samo ladjo. Sčasoma se na letalonosilke dodaja vedno več sodobne opreme. Močnejši radarji, bolj zapleteni bojni sistemi, naprednejša komunikacijska oprema in morda v prihodnosti tudi visoko zmogljivo lasersko orožje. Zato reaktorji na letalonosilki Gerald R. Ford niso narejeni samo za sedanjost. Zasnovani so tudi tako, da podpirajo tehnologije, ki jih bo mogoče uporabljati še leta 2032. Z drugimi besedami, to ni ladja narejena samo za današnji čas. To je letalonosilka pripravljena za prihodnja desetletja in vsa ta energija ima en glavni namen, da zagotovi, da so njena letala pripravljena za vzlet kadarkoli. Kajti v resnici najpomembnejše orožje USS Gerald R. Ford ni ladja sama, temveč letala, ki jih nosi. Ko je letalonosilka na misiji, ima seboj celotno letalsko skupino. Ta je sestavljena iz ducatov letal z različnimi nalogami. Imajo lovce za zračne boje, imajo letala za natančne napade, imajo letala za nadzor in radarsko spremljanje, imajo helikopterje za iskalne in reševalne misije. In imajo tudi letala, ki se uporabljajo za prevoz ljudi, opreme in zalog. Ko vse to združiš, je kot da gledaš na majhne zračne sile, ki so vkrcane na eno samo ladjo. In to je razlog, zakaj je to tako pomembno. Letalonosilke v sodobni vojaški strategiji ne potrebujejo več zanašanja na letališča drugih držav. Jim ni treba več prositi za dovoljenje, da bi postavili veliko zračno bazo na kopnem. Preprosto pripeljejo letalonosilko v regijo, kjer jo potrebujejo. In v zelo kratkem času imaš popolno zračno operativno sposobnost sredi oceana. Sčasoma se letala, ki jih uporablja ameriška mornarica, še naprej spreminjajo. Uporaba sodobnejših lovskih letal, kot je F-35C, se postopoma povečuje. Hkrati se pojavljajo tudi nova brezpilotna letala oziroma droni, ki lahko izvajajo različne misije brez pilota na krovu. Ker je bil USS Gerald R. Ford zasnovan za dolgoletno službo, se pričakuje, da bo v prihodnjih desetletjih na njegovi palubi mogoče videti še veliko novih vrst letal. Morda bo njegova letalska skupina do leta 2045 ali 2055 videti povsem drugače, vendar pa bo njegova glavna misija ostala enaka. Da služi kot plavajoča letalska baza, ki lahko prinese vojaško zračno moč kamorkoli na svetu. In če pomisliš na USS Gerald R. Ford kot na ladjo, je to opis premalo. Pravileje je to razumeti kot majhno mesto, ki plava sredi oceana. Ko je letalonosilka v polnem obratovanju, je na njej lahko več kot 5000 ljudi. Sem spadajo piloti, mehaniki, medicinsko osebje, strokovnjaki za komunikacije, varnostno osebje, kuharji in tisoči drugih članov posadke, ki imajo vsak svojo nalogo. Zaradi velikega števila ljudi mora imeti skoraj vse storitve, ki jih najdeš v majhni skupnosti. Ima lastno medicinsko ustanovo. Ima zobozdravstveno ambulanto, brivnico, pralnico, telovadnico. Ima kapelo za različne vere. Ima majhno trgovino za osebne potrebe posadke. In ima tudi komunikacijske sisteme, ki omogočajo, da se lahko pogovarjajo s svojimi družinami, tudi če so na drugi strani sveta. Ampak ne mislite, da je življenje tukaj kot na križarki. Daleč od tega. Vsak prostor na ladji je narejen za delo in operacije, ne za razkošje. Večina mornarjev spi v sobah, kjer so postelje ena poleg druge. Včasih so 3 ali 4 postelje ena nad drugo. Osebni prostor je omejen. Skoraj vedno je nekdo v bližini in več mesecev redko dobijo pravi zasebni prostor zase. Kljub temu se naučijo živeti kot skupnost. Ker na letalonosilki uspeh misije ni odvisen le od lovskih letal, temveč tudi od tisočev ljudi, ki vsak dan sodelujejo. In če je ena stvar, ki je pomembna za ohranjanje reda v skupnosti z več kot 5000 prebivalci, je to hrana. Vsak dan mora USS Gerald R. Ford nahraniti tisoče članov posadke, ki delajo 24 ur na dan. Po podatkih ameriške mornarice na ladji vsak dan pripravijo približno 18.000 obrokov. Sem spadajo zajtrk, kosilo, večerja in obroki za osebje, ki je na dolžnosti zgodaj zjutraj. Preprosto povedano, kot da vodiš ogromen hotel ali univerzo sredi oceana. A situacija je še težja od tega.
Ko si na morju, ne moreš preprosto naročiti dodatne hrane. Ni trgovine z živili, ni dostave, ni supermarketa, ničesar ni v bližini. Vse, kar bo posadka potrebovala, mora biti načrtovano naprej. Zato ima letalonosilka velike skladiščne prostore za zamrznjeno meso, konzervirano hrano, riž, testenine, zelenjavo in drugo hrano, ki lahko zdrži dolgo časa. Toda ne glede na to, koliko je shranjeno, pride čas, ko je treba zaloge dopolniti. Tu nastopi ena najbolj osupljivih operacij na morju. Medtem ko letalonosilka še naprej pluje, se oskrbovalne ladje približajo, da dostavijo hrano, opremo in druge potrebščine. To se izvaja, medtem ko se obe ladji premikata po oceanu. S pomočjo kablov, opreme in včasih tudi helikopterjev se zaloge prenašajo, ne da bi bilo treba ladjo vrniti v pristanišče. Zaradi tega sistema lahko letalonosilka ostane na morju več mesecev. In dokler prihaja hrana in zaloge, lahko celotna ladja nemoteno deluje. Na koncu se je enostavno navdušiti nad lovskimi letali, raketnimi sistemi in jedrskim orožjem USS Gerald R. Ford. Toda za vso to tehnologijo stoji preprosta resnica. Pa ladja deluje zaradi tisočev ljudi, ki delajo dan in noč. In da bi bil vsak od njih pripravljen, mora majhno mesto, ki ga nosijo s seboj kamorkoli plujejo, delovati brezhibno. Kljub temu, poleg tega, da je ena najsodobnejših in največjih letalonosilk na svetu, obstaja tudi poseben razlog, zakaj se imenuje USS Gerald R. Ford. Poimenovana je po Geraldu Fordu, 38. predsedniku Združenih držav Amerike. Toda ni bil le nekdanji predsednik. Preden je postal voditelj države, je služil tudi v ameriški mornarici med drugo svetovno vojno. Ena od ladij, na kateri je služil, je bila letalonosilka v pacifiškem bojišču. Tam je izkusil, kako težko in nevarno je življenje na morju v času vojne. Po zgodovinskih zapisih ameriške mornarice je doživel močne nevihte, operacije sredi bitk in različne nevarnosti, s katerimi so se običajno soočali člani posadke letalonosilk v času vojne. Zaradi tega, za številne mornarje, ameriške mornarice na tej ladji ni zapisano le ime nekdanjega predsednika. To je tudi opomnik na človeka, ki je nekoč služil na morju in doživel enako vojaško življenje, kot ga danes doživljajo člani njene posadke. In čeprav je ime ladje pomembno, je še bolj impresivna druga tehnologija, skrita v zadnjem delu letalske palube. To je sistem, ki je odgovoren za eno najtežjih nalog v celotnem letalstvu. Varno zaustavitev lovskega letala, ki je pravkar pristalo. Ko lovsko letalo pristane na običajnem letališču, ima dolgo in široko vzletno pristajalno stezo, da upočasni. Toda na letalonosilki je situacija drugačna. Pristajalno območje je veliko krajše v primerjavi z letališči na kopnem. Zato, namesto postopnega upočasnjevanja, mora biti letalo ustavljeno v le nekaj sekundah. To dosežejo s pomočjo debelih jeklenih kablov, ki so napeljani po letalski palubi. Ko lovsko letalo pristane, posebna kljuka na njegovem zadnjem delu zagrabi enega od teh kablov. Od tam se takoj začne postopek zaustavljanja. Na zelo kratki razdalji se mora hitro letalo varno ustaviti. Na starejših letalonosilkah so uporabljali hidravlične sisteme. Ta sistem je učinkovit in se je izkazal skozi desetletja. Toda z vedno več vrstami letal, vključno z droni in sodobnejšimi lovci, je ameriška mornarica potrebovala bolj prilagodljivo tehnologijo. Zato so razvili napredni sistem za zaustavljanje letal ali AAG. Namesto da bi se zanašal le na staro hidravlično tehnologijo, uporablja sodobnejše elektronske in sisteme za absorpcijo energije, da natančneje nadzoruje silo, uporabljeno pri vsakem pristanku. Preprosto povedano, vlečna sila ni enaka za vsako letalo. Samodejno prilagaja moč glede na težo, hitrost in vrsto letala, ki pristaja. To je zelo pomembno, še posebej, ker ameriška mornarica uporablja vedno več različnih letal. Lažji droni, naprednejši lovci in prihodnja letala, ki danes še niso povsem v uporabi. Tako kot sistem za izstrelitev IMAS, o katerem smo govorili prej, je tudi AAG šel skozi dolgo obdobje razvoja in testiranja, preden je postal popolnoma operativen. Vendar je njegov cilj preprost. Narediti USS Gerald R. Ford varnejšo, natančnejšo in bolj pripravljeno za letala sedanjosti ter prihodnjih desetletij, ki prihajajo. Če opazite večino letalonosilk, obstaja en del, ki ga lahko takoj vidite tudi od daleč. To je velika struktura, ki stoji ob strani letalske palube. Imenuje se otok.
Tukaj se nahaja most ladje, komunikacijski sistemi, radarska oprema in nadzorni centri, ki upravljajo celotno delovanje letalonosilke. Na USS Gerald R. Ford niso preprosto kopirali zasnove prejšnjih letalonosilk. Že od samega začetka projekta so takoj spremenili položaj in zasnovo otoka, da bi bila celotna ladja bolj učinkovita. Premaknili so ga bližje zadnjemu delu letalonosilke v primerjavi s prejšnjimi ladjami razreda Nimitz. Na prvi pogled se zdi, da je to le majhna sprememba. Toda na letalonosilki je vsak prostor na letalni palubi izjemno pomemben. Če je več prostega prostora na sprednjem delu palube, je mogoče parkirati, pripraviti in premakniti več lovskih letal pred misijo. Hitrejše premikanje letal pomeni boljše delovanje in več letal, ki jih je mogoče poslati v zrak v enem dnevu. Otok na letalonosilki Gerald R. Ford je tudi višji v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi letalonosilkami. Zaradi tega imajo častniki, ki nadzorujejo letalske operacije, boljši in jasnejši pregled. Lažje spremljajo pristajanje letal, gibanje osebja in druge dejavnosti na letalski palubi. Na kraju, kjer se istočasno premikajo lovska letala, traktorji, podporna vozila in stotine članov posadke, je jasna vidljivost izjemno pomembna. Že majhna napaka lahko povzroči nesrečo. Poleg tega je otok tudi dom nekaterih najpomembnejših radarskih sistemov na ladji. Ti radarji pomagajo zaznavati letala, rakete in druge morebitne grožnje na velikih razdaljah. Preprosto povedano, otok služi kot oči in je eno glavnih poveljniških središč celotnega letalonosilca. In medtem, ko so na vrhu ladje zaposleni s poletanjem lovskih letal, se pod letalsko palubo odvija še ena pomembna operacija. V globokem delu ladje se nahajajo skladiščni prostori, kjer so shranjene bombe, rakete in drugo strelivo. Teh stvari ni mogoče preprosto pustiti na palubi. Shraniti jih je treba varno v notranjosti ladje, dokler jih ne bodo potrebovali. Toda kadar je določena misija, je treba orožje hitro dostaviti iz skladiščnih prostorov na letalsko palubo. In tukaj pride v poštev eden najpomembnejših sistemov uporabljenih na USS Gerald R. Ford – elektromagnetna dvigala za orožje. Na starejših letalonosilkah so za dvigovanje bomb in raket iz spodnjega dela ladje uporabljali hidravlična dvigala. Ta sistem je bil učinkovit, vendar ni bil tako hiter, kot si je ameriška mornarica želela za sodobne operacije. Zato so na letalonosilki Gerald R. Ford uporabili elektromagnetno tehnologijo. Podobno kot pri nekaterih novih ladijskih sistemih, tudi ta dvigala uporabljajo električno energijo, da hitreje in bolj učinkovito dvignejo orožje na letalsko palubo. Cilj je preprost. Ko so letala hitreje pripravljena za naslednjo misijo, se lahko tudi hitreje vrnejo v operacijo. V času intenzivne vojaške aktivnosti lahko že nekaj minutna zamuda povzroči velik vpliv. Ni bilo lahko razviti sistema. V prvih letih testiranja je bila to ena izmed tehnologij, ki je doživela veliko težav in zamud. Večkrat so ga popravili in ponovno preizkusili, preden je bil končno pripravljen za redno uporabo. Toda po dolgem procesu razvoja in testiranja je to postalo del cilja Geralda R. Forda, da naredi vsak del delovanja sodobne letalonosilke hitrejši in učinkovitejši. Zdaj, medtem ko večina ljudi gleda lovska letala na zgornji palubi, obstaja še en sistem, ki je skoraj neviden, a izjemno pomemben za varnost celotne udarne skupine letalonosilke. To je radarski sistem USS Geralda R. Forda. V sodobni vojni ni dovolj, da imaš močno orožje. Najprej moraš zaznati grožnjo, preden ona zazna tebe. Zato je ena najpomembnejših nalog letalonosilke stalno opazovanje zraka in morja okoli nje. Po navedbah ameriške mornarice USS Gerald R. Ford uporablja nekatere najpomembnejše radarske sisteme, ki so jih kdaj namestili na letalonosilko. Ti radarji lahko hkrati iščejo, prepoznavajo in spremljajo več ciljev. Sem lahko spadajo lovska letala, križarske rakete, droni, helikopterji in druge možne grožnje. Prav tako ni omejeno samo na eno smer. Nenehno spremlja okolico ladje v vseh smereh in na različnih višinah. Najpomembnejša pri tem je hitrost obdelave informacij. V pravi bitki je lahko le nekaj sekund med zaznavo izstrelka in odločitvijo, kako se z njim soočiti. Zaradi tega so radarski sistemi ladje neposredno povezani z drugimi senzorji, opremo za elektronsko bojevanje, komunikacijskimi omrežji in bojnimi sistemi.
Rezultat je slika celotne situacije okoli letalonosilke v realnem času. Bolj kot so informacije, ki jih prejmejo častniki v poveljniškem centru jasnejše, hitreje lahko sprejemajo pravilne odločitve. Toda tudi če je radar še tako dober, je neuporaben, če letala na letalonosilki ne morejo ukrepati. In tukaj vidimo eno najpomembnejših meril letalonosilke. Ne gre za njeno velikost, ne za njeno ceno, ampak za to, koliko misij lahko podpre v enem dnevu. V vojaškem letalstvu temu pravijo stopnje poletov. En polet pomeni celotno misijo letala. Vzlet, izvedba misije in varen povratek na letalonosilko. Višja kot je stopnja poletov, več operacij lahko ladja izvede. Več ciljev je mogoče nadzorovati, več podpore je mogoče zagotoviti zaveznikom in večji je vpliv na bitko. To je eden glavnih razlogov, zakaj je bil Gerald R. Ford od začetka zasnovan kot bolj učinkovita letalonosilka. Po uradnih ciljih programa razreda Ford je bila ta ladja narejena za izvajanje več letalskih misij v primerjavi s prejšnjimi letalonosilkami. To ni zaradi ene same tehnologije. To je rezultat združitve vsega, o čemer smo govorili. Bolj sodoben sistem za izstrelitev, hitrejša dvigala za orožje, boljša razporeditev letalske palube, učinkovitejši vzdrževalni sistemi in bolj učinkovita koordinacija posadke. Ko vse to združimo, so letala pripravljena veliko hitreje in za njihovo naslednjo misijo. In medtem ko ameriška mornarica še naprej izboljšuje zmogljivosti svojih letalonosilk, obstaja še en cilj, ki ni tako opazen: zmanjšanje števila ljudi, potrebnih za upravljanje ladje. Na prvi pogled bi nekateri mislili, da je več ljudi bolje. Toda v vojaški organizaciji ima vsaka dodatna oseba svojo ceno. Treba jih je usposobiti, nahraniti, opremiti, zagotoviti nastanitev in podpirati skozi več let službe. Zaradi tega je eden od ciljev programa razreda Ford uporaba avtomatizacije za zmanjšanje števila posadke, ne da bi zmanjšali zmogljivosti ladje. Veliko sistemov je bilo na novo zasnovanih, da bi za delovanje in vzdrževanje potrebovali manj ljudi. Nekatera dela, ki so prej zahtevala veliko osebja, lahko zdaj opravi manjša skupina z uporabo sodobnejše tehnologije. To ne zmanjšuje pomena človeka. Namesto tega še bolj poudarja uporabo tehnologije za večjo učinkovitost vsakega postopka. In morda je to ena najpomembnejših idej v ozadju celotnega projekta Gerald R. Ford. To ni bilo narejeno samo za potrebe sedanjosti, temveč tudi za prihodnje desetletja. Ko je bila USS Gerald R. Ford leta 2017 sprejeta v uporabo, so njeni oblikovalci jasno vedeli, da ne morejo napovedati, kakšen bo svet leta 2067. Nasprotniki so morda lahko drugačni, tehnologije so lahko drugačne, tudi način vojskovanja je lahko drugačen. Kljub temu so poskušali zgraditi ladjo, ki se lahko prilagodi tem spremembam. Zato imajo njeni reaktorji veliko rezervno moč za tehnologije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. Zato so bili njeni letalski sistemi pripravljeni za naslednje generacije letal. Prav tako je bilo veliko njenih delov zasnovanih tako, da jih je mogoče enostavno nadgraditi, ko se pojavijo nove tehnologije. S časoma. V naslednjih desetletjih bomo verjetno videli več dronov, naprednejša letala, sodobnejše senzorje in nove vrste orožnih sistemov, ki danes še niso običajni. Ameriška mornarica pričakuje, da bo USS Gerald R. Ford pripravljen na številne od teh sprememb. Na koncu USS Gerald R. Ford ni postal največja, najdražja in ena najmočnejših vojnih ladij na svetu zgolj zaradi svoje velikosti. Postal je simbol večjega cilja, sposobnosti, da pripelje popolno letalsko bazo sredi oceana, izstreli letala kadarkoli, upravlja na tisoče članov posadke več mesecev in ostane pripravljen na izzive, ki se lahko pojavijo ne le jutri, ampak še desetletja v prihodnosti.